Lep pozdrav vsem skupaj, lepo pozdravljeni na predstavitvi kandidatov in kandidatov Slovenske demokratske stranke za volilno enoto. Slovenska demokratska stranka je za prihodnje obdobje predstavila svoj program. Zdaj predstavlja tudi kandidate, ki bodo ta program uresničevali. V središču programa Slovenske demokratske stranke za prihodnost je blaginja za vse. Ta cilj želimo uresničevati tako, da bomo povečevali vlaganje v ljudi in v ohranitev zdravega življenjskega okolja. Drugi volilni enoti Slovenska demokratska stranka nastopa s kandidatkami in kandidati, ki so zagotovo naša najboljša kadrovska ponudba na vseh volitvah doslej. V tej volilni enoti imamo 7 kandidatov in 3 kandidatke. Povprečna izobrazba kandidat in kandidatov je več kot univerzitetna. V prvem volilnem okraju kandidira na listi Slovenske demokratske stranke v tej enoti gospod Danijel Krivec. Je bil poslanec tudi v tem sklicu državnega zbora, dvakrat izvoljen za župana Bovca. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani vsem. Mislim, da me kar večina od vas nekako že pozna, tako kot je predsednik naše stranke povedal, da se v našem koncu že sedaj nekako prilagajamo temu našemu programu in so tudi naši dosedanji rezultati, uspehi in delo namenjeno temu, kar naša stranka zagovarja tudi v generalnem programu. V drugem volilnem okraju bo kandidiral Marjan Tomšič, je diplomirani inženir pomorstva in kapitan dolge plovbe. Od leta 2002 je ravnatelj na srednji pomorski šoli Portorož. Trenutno se predvsej ukvarja z projektom izgradnje akvarija v Piranu in doma vodnih športov in pripravlja tudi načrt za nabavo nove šolske jadrnice. No, Piran, vsi poznamo, ima poseben status, to je področje z najbolj razvitim turizmom v državi. Upamo, da bo ta turizem, oziroma delali bomo v tej smeri, da to turizem tudi kraju nekaj vrne, ne pa samo, da jemlje in odhaja drugam. Druga stvar, ki je zelo pomembna za Slovenijo, je ta kratki obalni pas, katerega bi morali v doglednem času razrešiti in da se razvija samo v tistem okviru, katerega lahko absorbira. Gospa Nive Strener bo naše barve zastopala v tretjem volilnem okraju. Nive je diplomirana ekonomistka, svoje delovne izkušnje pridobivala z delom v turizmu. Od leta 2006 pa je direktorica splošne bolnišnice Izola. Mislim, da je potrebno ob prioritetah, ki jih je Slovenska demokratska stranka izpostavila v programu, upoštevati tudi vse tiste pripombe, ki prihajajo iz terena, zato da bi tak sistem čim bolj ustrezal prebivalcem. V 4. in 5. volilnem okraju bo kandidiral Robert Časer. Je sicer po izobrazbi pravnik, vendar večino svoje poklicne kariere je prebil v gospodarstvu. Je direktor javnega komunalnega podjetja Okolje Piran, vodil je tudi drugo največje logistično podjetje v državi Ferspet. Zadnje 3 leta pa opravlja verjetno najbolj zahtevno gospodarsko funkcijo v tem delu Slovenije, sicer je predsednik uprave Luke Koper. Veliko čast mi je, da lahko nastopam kot kandidat SDS v 2 volilnih okrajih. Dejstvo je, da bi rad svoje bogate gospodarske izkušnje dokazal in pokazal tudi na nivoju države in seveda v korist Slovenije. V 6. volilnem okraju za naše barve zastopala Breda Filipovič. Diplomirala je na višji stopnji ekonomske fakultete. Svojo poklicno kariero je namenila predvsem področju financ. Že 16. leto z možem vodita malo družinsko podjetje. Je pa v tem mandatu tudi podžupanja občine Pespelje Kozina. Torej, prihajam iz gospodarstva in zelo mi je znano, kaj pomeni denar zaslužiti in ga šele na to razporediti. Znano mi je tudi in domače mi je sprejemati nove in različne ideje. Prihajam pa iz podeželskega področja in menim, da na tem podeželskem področju imam možnost razvoja predvsem podeželje, gospodarstvo in turizem.
Dimitrij Rupel je stalnica v času, odkar je Slovenija samostojna in tudi že prej. Pravzaprav gre za bogato, poklicno in politično kariero. V Ilirski Bistrici, kot sem imel priliko spoznati v teh letih, pa tudi zdaj neposredno pred volitvami, imamo 3 velike izzive. Eden je povezan s komunikacijami, s cestami. Ilirsko Bistrico je treba priključiti na avtocestno omrežje. Treba je dati nov zagon gospodarstvu Ilirske Bistrice. Jaz si predstavljam, da je to mogoče predvsem narediti na področju turizma. Tretja stvar, ki bi jo želel poudariti ob tej priložnosti, pa je izobraževanje. V Ilirski Bistrici potrebujemo vrtec, zadnjega so zgradili pred 30 leti, potrebujemo gimnazijo, osamosvojitev gimnazije, ki zdaj obstaja samo kot neka delna rešitev, in mislim, da si Ilirska Bistrica zasluži tudi priključek na visokošolski univerzitetni sistem Slovenije. Po svojem volilnem okraju te volilne enote bo kandidiral gospod Zvonko Černač, tudi že poslanec v tem sklicu parlamenta, je diplomirani pravnik. Tako kot pred 4 leti, ko smo stopili po novi poti, ko bi letos kandidiral v svojem domačem volilnem okraju v Postojni in Pivki. Delo poslanca sem v tem mandatu skušal v največji meri povezati z okoljem, iz katerega izhajam. In mislim, da so v tem okolju rezultati tudi vidni na vsakem koraku. V 9. volilnem okraju bo kandidiral dr. Vasko Simoniti. V tem mandatu je opravljal funkcijo oziroma odgovornost ministra za kulturo. Torej, kot je bilo rečeno, sem kot minister za kulturo seveda precej zavezan tudi v naslednjem mandatu za to, da kjer bom kandidiral, seveda tudi temu posvetim večjo pozornost. Gre pa za to, da vsekakor, tako kot stranka, se bomo še naprej logično zavzemali za še večjo socialno varnost, za gospodarsko stabilnost in seveda za razvoj. Zelo sem vesel, da lahko kot našega kandidata v 10. volilnem okraju predstavim Vineta Matoha, člana Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Pravzaprav je Vine Matoh za slovenski teater isto kot je Dimitrij Rupel za slovensko znanje politiko. Znan sem kot igralec, ki se zelo težko nauči tekst. Morali bi boste oprostiti. Torej, moj program, najpomembnejša volilna izhodišča so kultura, inovativnost, ekologija in skupna prihodnost. Ker se s kulturo ukvarjam že več kot 40 let, se mi zdi pravzaprav samoumevno, da se bom, če bom izvoljen za poslanca, posvečal predvsem tej temi. V 11. volilnem okraju te volilne enote kandidira Eva Irgl. Je najmlajša kandidatka na naši listi, vendar pa že s bogatimi izkušnjami, saj je poslanka tudi v tem sklicu državnega zbora. Hvala za besedo, gospod predsednik. Vse skupaj najprej lepo pozdravljam v tem prijetnem ambientu. Vsi veste, da zdaj zaključujem svoj prvi mandat kot poslanka in lahko rečem, da ta mandat ocenjujem kot dober, da sem dobro delala uspešno, predvsem na tistih področjih, ki se dotikajo vprašanj človekovih pravic, kot predsednica odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj, predvsem z vprašanji iz tega področja.